Bilo mi je okej, ko sem gledal čestitko Čeferina. Tisto mi je bilo zelo okej. Ne vprašajte me zdaj, če mi Katanec poslal, ko to ne odgovarja. To je bilo zdaj potem od mene, ampak bilo je nekaj takih, ki res ti grejo ono. Predvsem pa sem izredno vesel. Izredno in tudi doli so težko razumeni. Zanimanje slovenskih medijev pa ljudi iz Slovenije za tekme Rijeke. Koliko je to hodilo navijačev tam okrog Ilirske Bistrice, pa tudi z Maribora, slovenski mediji pa na koncu, zdaj v zadnjem času že skoraj ravnopravno za hrvaški mediji spremljali to, kar se dogaja, ta naša zgodba na Rijeki, tako da normalno, da se vesel vsake čestitke, normalno, da ti je fajn in tu zdaj kogarkoli izpostavljati pomeni, da si nekoga pozabil, to pa ne vem, ko imam to močem, ker se pravim, velik uspeh, ampak zopet, jaz pravim, futbol se igra dalje, danes je to zgodba, ki ostane v slikicah, ki ostaja v detaljih, tako sem prej rekel, življenje mora iti naprej, jaz sem moram potrebovati jutri po jutrišnjem, ker mogo ne oprasil in nisem bil prostite, nareš napako, ko je negativni rezultat, ne živim za to mislil, kar je tudi kliše mnogih trenerjev, da moraš imeti kufre stalno pripravljene. Jaz sem zaradi tega toliko blizu, da ne vem velikih kufrov, da dve vreče, da sem v Mariboru čez 2 uri, tako da jaz si s tem ne delim glavo, vse sem rekel, ne zbujem se vsako jutro za tem, da me bojo odslovili, pogodbo imam s predsednikom, pa z ljudmi klubi narejeno tako, ko bomo se naveličili en drugega, pa ko bomo videli, da moramo več pošteno, odkrito komunicirati, da bomo enostavno ostali prijatelji, pa bomo šli na razni, tako sem šel na razni, pa če mi verjamete, ne, za Čeferino. In to je meni zaradi tega ta zgodba okej. Tako da, ja, okej, čestitke. Fajn se ti zdi, enostavno pa nekaj narediš, pa ko te razograje, ti se dere po slovensko, ali prije slovenski medij, ali pa dobiš na SMS, ali pa kamorkoli, pa pač čestitko. To pomeni, da so ljudje nekaj prepoznajo že na vedno. Tako bom se pač verjetno mogo sprijazniti tudi s kako pikro, ali pa s kako kritično, rezultata ne bo, pa tako enostavno več potem vidiš, da nisi za to. Jaz sem pa rekel ravno včeraj nekomu, dokler bom imel vse občutek, da me žene vse trening, da tako me čakam, da se na igrišču začne nekaj dogajati. Hrvaška reprezentance, to je reprezentanca, ki je top 20 že ne vem koliko let in ne vem, za katerega trenerja na svetu, razen mogoče, ki je obremenjen za nacionalnim izročilom, jaz tem nisem obremenjen, ne bi bilo čast voditi katerekoli reprezentance, ki je top 20. Vsi številni zvezdniki, ki igrajo tam, je seveda to bila posebna čast, je pa nažalost predsednik Hrvaške nogometne zveze rekel, da to, ker bo on predsednik, bodo selektorji samo hrvaški trenerji, tako da jaz nimam teh skrbi. Jaz sem s tem se pač izognil, mogoče mečemo, ampak vse pravimo. To je top reprezentanca na svetu in normalno, da v svojem poklicu pač želiš, da bi vedno vodil nekaj, kar je dobro. Kar se pa tiče Kantrile pa Rujevice, jaz sem imel to srečo pa čast, da sem doživel Kantrilo izročilo tega stadiona, Armado na Kantrili na najlepši možni način. Takrat, ko smo osvojili pokal, ko je padel Stuttgart, ko je padel Feyenoord, ko je bila Sevilla, je kultni stadion. Jaz že danes, ko se s kolesom vozim po reki, vsake toliko naredim rudo. To je nekaj takega kultnega žrtva. Izredno težka je odločitev, da se gre graditi nov stadion, zamjenski stadion, še danes to govorijo, še stalno v vseh pravih navijačih Rijeke govori nekje Kantrila. In to je meni zelo primerljivo s tem, da Maribor enostavno ne bi bil več ljudske vrte. In to so seveda zadeve, ki so pa zdaj povezane z velikimi finančnimi vložki, z različnimi dovoljenji, ker Kantrila je na zelo specifičnem mestu, Pomorsko dobro, pa vse to skupaj, pa vse pravi. Tisti stadion, pa kakršenkoli da je življal, kakršenkoli so bile svečinice, tisto je bilo kultno, tisto je bilo nekaj, kar moraš doživeti. Tako je zdaj isto ta Rujevica, nekaj, kar je zdaj naš dom, kar je moj dom, in vse pravi, veliki finančni vložki so bili potrebni, da se vse to skupaj naredilo
verjetno pa nekje na koncu od vseh nas, ki nam je rekel v srcu, pa meni je res, verjamete, meni je, jaz sem se zastrupil s to rekel, bi bilo na koncu nekje na koncu, bilo fajn, če bi se lahko vrnili na kadriran, ampak ta zadeva ni tako enostavna. Zdaj je bil možnost, da bi Tony Bennett bil v Sloveniji. Pa seveda, majsteri so to hoteli na svoj način narediti, pa ni šlo, pa je pač v Veroni bil Tony Bennett. To so take zadeve, ki se morajo prepoznati, ampak da bi pozdravili neko željo. Ne se dogaja, ne zopet 14 dni ali pa 3 tedne, ne zopet Maribor mor v tem času, ne se potem ne vgasnejo luči, ampak ne to živi dalje, hoče ne v taki široki obliki, ne zaživijo mestni trgi, ne Drava, ima tisti svjaj, ko ga ima, in potem je to ok, če pa jaz bil muziko, makar te je bilo malo vodno, veš kaj. To je vozno še več. Vem, ker imam na svojem iPhone celo to je. Ampak Tony Bennett je ok potem? Tony Bennett samo to boš biti hiter, ker je še bogi boje.